stage, the European scene, your party is very well represented. Rad bi povedal, da je na evropski ravni vaša stranka zelo dobro predstavljena. My good friend and colleague, Franz Bogovič, member of the European Parliament, is visible there, is heard, he is active, he speaks sense, not blah blah blah. And that's why he is well respected by all his colleagues. This I wanted to bring you from Brussels. Moj zelo dober prijatelj in kolega Franz Bogovič je zelo viden član Evropskega parlamenta, zelo slišane so njegove besede, je zelo aktiven in govori konkretne stvari, ne pa kar nekaj tako na pamet. Uživa zelo veliko spoštovanje, to sem vam želel prenesti iz Bruslja. We are all glad that your party is a member of the European People's Party, the strongest political force in Europe, which consists of traditional center-right parties from Western Europe, but this strongest political group in Europe needs a young blood, fresh wind. It's always good, and that's why your party's membership is important for us. Veseli smo, da je vaša stranka članica Evropske ljudske stranke, ki je največja politična skupina v Evropi. Je tradicionalna, usmerjena sredinsko desno, vključuje stranke iz Zahodne Evrope. Toda hkrati potrebujemo svežo kri, potrebujemo svež veter, zato smo veseli, da ste članica naše stranke. Time is difficult. Problems are many. Challenges are many. And that's why every political party which has strong position in its home country is important for the party, for the country, but also for the European People's Party. Živimo v težkih časih, v časih, kjer imamo veliko problemov in veliko izzivov. Zato je pomembno, da je vsaka močna stranka ne le za samo stranko, za našo stranko, kot tudi za celotno Evropo. I just wanted to tell you that I know, I am aware of the fact that in your party now there is a lot of positive, constructive energy. I can feel it here, even in the air. Želim sem vam samo povedati, da vidim, kako veliko energije in pozitivne energije je v vaši stranki, veliko konstruktivnosti in to se čuti v zraku. And I simply wanted to encourage you. You have really good documents. Today you are going even to adopt maybe more philosophical and more practical documents. If this good energy which you have among your membership and leadership, if you go on, if you cultivate it, I have no doubts that in the next elections you will be represented in the parliament, because it is only normal that your party belongs to your parliament, and you will get more opportunities and more space to contribute positively to the development of your society and of your country. It's a patriotic duty. Danes sem tukaj zato, da bi izrazil svojo podporo vam. Imate zelo dobre dokumente, na katerih temelji vaša stranka. In tudi danes boste morda sprejeli še več dokumentov z bolj filozofsko, pa tudi praktično vsebino. In če boste nadaljevali to dobro delo, če boste še naprej negovali to dobro energijo, sem prepričan, da boste na naslednjih parlamentarnih volitvah tudi osvojili sedeže v parlamentu. To je povsem normalno, kajti vi tam pripadate.
Vaše mesto je tam, tako boste lahko prispevali k prihodnem razvoju tako družbe kot tudi države. To je vaša patriotska dolžnost. So I wish you all the best, your leadership, to all of you, all the best and success in your future activities. And thank you very much for inviting me. It's a great pleasure to be with you. All the best. Veliko uspeha tako vašemu vodstvu kot vsem članom in upam, da boste imeli zelo uspešen dan. Hvala, ker ste me povabili. Mr. Kukan, thank you for addressing the Congress. Zahvalila bi se gospodu Kukanu za te vzpodbudne besede, ki nam jih je namenil. Med nami pa je tudi nekdanji predsednik Slovenske ljudske stranke, sedaj poslanec v Evropskem parlamentu Franc Bogovič. Gospod poslanec, tudi vas vabim, da se mi pridružite na odru in spregovorite nekaj besed. Lep dober dan, spoštovane članice, člani Slovenske ljudske stranke, spoštovani predsednik Marko Zidanšek, spoštovani podpredsedniki Primož, Jasmina, Franci, Tadeja, narodni tajnik Janez. Res sem vesel, da smo po lanskem Miklavževem kongresu danes zopet skupaj v tako velikem številu, s tako pozitivno energijo in z, mislim, da uspešnim letom, ki je za nami. Vesel sem, da lahko res pozdravim med nami tudi mojega prijatelja, mirno lahko rečem, gospoda Edvarda Kukana. Zelo cenim gospoda Kukana. Kot ste slišali danes, je praktično vso poslovno kariero preživel v mednarodni diplomaciji. Nič mi ne bo zameril, če povem to, da je on stopil na ta diplomatski parket takrat, ko je bil star ravno toliko kot moja najstarejša vnukica, ki danes praznuje prvi rojstni dan. Se pravi, smo eno leto star, ko on že bil na diplomatskem parketu. Njegove izkušnje so mi bile zelo dragocene pri tem, ko sem tudi stopil v delo povezano predvsem z Zahodnim Balkanom. Danes, včeraj sva bila še dol, sinoč sva se vrnila in na nek način poskušala deliti naše izkušnje, njegove so bistveno bogatejše, daljše, s kolegi, ki mislim, da si prav tako zaslužijo življenje v Združeni Evropi, ki spoštuje določene vrednote in pa tudi omogoča razvoj ljudem tam, kjer se rodijo. Današnji kongres ima svoj naslov Slovenija spregled. Smo ena z tistih strank, ki ima zelo veliko bivših predsednikov. Smo tudi stranka, kjer bivši predsedniki sedimo skupaj za isto mizo. Sinočkaj sem povedal anekdoto gospodu Kukanu, ko smo bili skupaj v Novem Sadu, takrat sem predsednik stranke, kot predsednik stranke, Janez za svojimi mednarodnimi izkušnjami in pa Franci But kot veleposlanik v Srbiji. In Vuko Draškoviću in njim sploh ni bilo jasno prvič, da ima ena stranka 3 predsednike, pa jih smo povedali, da se bo že bistveno več, ker pri njih je nekdo za 20 let, kot je Vuk, še manj je pa jasno, da tam, kjer predsedniki menjujejo, da ti predsedniki sedijo za isto mizo. In znotraj tega življa Slovenske ljudske stranke je aktualni slogan že bil velikokrat aktualni. Slovenija je spregledala, ko sta gospod Oman in pa gospod Zagožen nas povabila v Unionsko dvorano in z našim velikim prispevkom pomagali smo tudi pri ustanavljanju ostalih strank, ki se je zgodil ta sveto trenutek slovenske zgodovine, da smo postali državotvorni narod, da smo konec koncev uvedli parlamentarno demokracijo, kasneje tudi vstopili v družino evropskih razvitih demokracij znotraj Evropske unije. Ni pa Slovenija spregledala, ne vem, ko je tam v prvi vrsti sedeči Marjan Podobnik že v poznih 90-ih začel opozarjati na lastninske prevzeme, ki se pripravljajo in kam to vodi. Ni politični prostor in pa tudi sicer spregledal slovenski, ko je Janez govoril o mostovih, ki so potrebni v slovenski družbi in da je za Slovenijo zelo nevarno, če se bomo spolarizirali in na sredini, tam, kjer je potrebno sprejeti največ konstruktivnih
rešitev pustili prazen prostor in gradili politiko na robovih. V veliki meri imamo posledice tudi za kakšno krizo več ali v naši drugi Sloveniji, tudi zaradi teh razlogov, te velike razdvojenosti slovenskega političnega prostora. Ni spregledal niti takrat, ko je gospod Žerjav govoril o moralni etiki, poštenosti v politiki. Niso mene razumeli, ko sem leto nazaj pred volitvami govoril, da je potrebno ustvarjati, da je potrebno približno uskladiti prihodke, odhodke, da je treba v družbi spoštovati tiste, ki delajo in da enostavno se od nekega utopičnega socializma, ki ga predstavlja v Sloveniji neka slovenska politična levica, skrajna, pa tudi sredina brez programa, brez idej, brez vsebine, brez energije, da to ni v redu. Nismo bili spregledani, ampak so nas spregledali. Vesel sem od tistih, ki so po volitvah prihajali in zgroženi ugotavljali, kakšna škoda se je zgodila, da nismo v parlamentu. Vsakega posebej sem vprašal, koga je volil, ker če bi tolikih nas volil, prej ni tisti 400 glasov, ki nam je zmanjkalo dobili. In vem in čutim, kamorkoli grem in mi ljudje to povedo, da si želijo, upajo in verjamejo v to, da bo Slovenska ljudska stranka prišla nazaj v slovenski parlament. Župani ste tisti, ki gradite to strukturo danes in vam res na srce polagam, opravljate svoje delo dobro kot doslej. Ker spoznani ste, da ga upravljate dobro, sicer ne bi bili ponovljeni, ne bi bili ponovno izvoljeni, ne bi bili stranka, ki ima iz mandata v mandat največ županov v svojih vrstah. Prosim vas tudi, da ko potrebno iti na kakšno listo, imejte to korajžo, pa naredimo to še za Slovensko ljudsko stranko, da bomo potem in kot sem želel, poznajo nas, da znamo delati. Konec koncev, mislim, da je prav, da danes malce tudi pomagamo, da bo iz vrst Slovenske ljudske stranke nekdo, ki je bil prepoznan za dobrega človeka, tudi to ime dobil. Naš mladi Primož Jelšovar je tisti, ki že toliko dobrega storil, da je v nekih anketah, ki so anketah v razpisih, bil nominiran in se mu zahvaljujem za to, kar je vse naredil in ti res iskreno želim, da bi bili lahko ponosni na podpredsednika, ki v teh letih bil prepoznan za to, da je veliko dobrega naredil. In mislim, da vsi pričakujejo in verjamejo to, da bo Slovenska ljudska stranka naredila še veliko dobrega v prihodnje. Upam, da bomo spregledani, da bodo ljudje spregledani in da bodo videli, kot si zapisal Marko, na temi, okoli katere se trudiš v zadnjih mesecih. Kot je bilo že rečeno, Evropa je šla že skozi veliko raznih preizkušenj in ko je bila Evropa v največjem razsulu, se je zgodila ideja velike povezave v Evropi, ideja po drugi svetovni vojni, kjer so ljudje šli skozi zelo velike preizkušnje, na svojih plečih spoznali, kaj lahko naredi človeška neumnost in kaj lahko naredi sovraštvo in koliko gorja se zgodi. Zelo nastal projekt Združene Evrope, v kateri bi naj imeli ljudje priložnost za to, da živijo najprej v miru, da razvijajo svoje talente, na osnovi poštene parlamentarne demokracije tudi ustvarijo dobre pogoje za bivanje sebi in pa svojim potomcem. Mislim, to je en velik projekt, po tem dobrem letu v Evropskem parlamentu še toliko bolj verjamem v njega. Tudi s priložnostmi dodanih precej, da sem šel po svetu, ne vem, tudi do Kitajske nazaj. In ko vidiš te dimenzije sveta, takrat se še zavedaš, kako se rabimo v Evropi povezati, kako rabimo, ne vem, skozi pametno specializacijo, ki ne vem koliko ljudi, ki so zelo odgovorni, razume, zberemo najboljše talente skupaj in vsak na svojem področju naredi tisto, kar je najbolj sposoben in da to na takšnem prostoru tudi zagotovimo svojo prosperiteto. Veliko govorimo o evropskih vrednotah, okrog tega je veliko včasih tudi, kot je zelo lepo prej kolega Kukan dejal v Evropskem parlamentu, tudi veliko bla bla bla. Ponavljajo se nekateri v svojih besedah že 20-30 let, nekateri zadnjih 10 let in včasih premalce pozorno gledajo na to, kaj se okoli nas odvija in ne spregledajo. Jaz smo reči, da popolnoma podpiram aktivnosti, ki jih Marko vodi in pa Slovenska ljudska stranka na slovenskih tleh okoli problema begunske migrantske krize. Tudi s tem namenom smo bili včeraj in predvčerajšnjim v Srbiji, poleg razvoja dogodkov v Srbiji, da smo na licu mesta v Šidu gledali te skupine. Z nami je bila kolegica iz Latvije,
ki se prvič živo soočala s to realnostjo. Govorili smo zelo odkrito. Naslednji teden bomo tudi v Evropskem parlamentu 3 ure namenili tej temi na skupini prej in bom zelo jasno še enkrat več povedal to, kar o tej stvari si mislim, kaj govorim. Zavedati se moramo, da je kriza posledica, migrantska kriza, prvič posledica napak zunanje politike zadnjih 15 let. Te politike v največji meri niso bile evropske politike, ker ni bilo evropske politike in ker nismo dovolj močne v zunanjem političnem prostoru, pač sledimo nekim drugim politikam. Združene države Amerike, Rusija, Kitajska, pa potem Iran, pa Saudska Arabija, pa Turčija. In napak, kot smo si mislili, jaz to ponazorim, ker poskušam biti plastičen, kot da poskušamo en divjo solato po naših metodah gojiti v Sahari, ko smo poskušali tudi izvoz demokracije povsod in praktično naredili anarhijo in prostor za ljudi, ki res nimajo nobenih vrednot in jim ni sveto nič, niti življenje človeka, niti 2000-letna kultura, niti nek način življenja, ki ga v Evropi živimo. In zato je zagotovo potrebno ustaviti to vojno, veliki morajo stopiti skupaj, ustaviti vojno. Evropa se mora ob tem, ko iščemo svojo priložnost, svojo prihodnost zavedati, da je ogrožen mir in da moramo vlagati v ta področja, da bomo tem ljudem na nek način tudi pomagali pri tem, da bomo imeli v področjih, kjer živijo svojo prihodnost. Bodi si je to Bližnji vzhod, bodi si je to Afrika, kjer so drugi migrantski tokovi. In ti migrantski tokovi bodo nažalost prisotni tudi v prihodnjih letih, kajti demografija govori svoje. Afričanov je danes 1,3 milijarde, če leta 2060 bi ne bilo 4,3 milijarde. In tem ljudem treba omogočiti priložnost tam. Tako da jaz upam, da bomo tudi z jasnimi besedami pomagali, da bo tudi Evropa spregledala. Ker mislim, da mora spregledati. Veliko ljudi je v Evropi, tudi v Evropskem parlamentu, ki so k sreči imeli to možnost in priložnost, da živijo v urejeni demokracijah in res si ne morejo predstavljati, kako je lahko, če nastopi vojna, kako je, če nastopi pomanjkanje, ker pač tega niso bili deležni. Vendar pa vsi iz vlastnih izkušenj vemo, kako blizu sta si vojna in mir, ko smo 90. leta, kar naenkrat zavirali tanke na naših tleh, imeli vojno v bližini, imeli ljudi, ki so ostali brez domov in so bili v nekaj dneh v naših prostorih in smo jim kot veliki humanisti omogočili dobre prostore, bivanje in integracijo v slovenski prostor. Bojim se, da tisti, ki danes prihajajo od 5 do 10 tisoč ljudi na dan na evropski prostor, nimajo namena oziroma ni v njihovi kulturi, da bi se integrirali v evropsko družbo. Po drugi strani je problem, da Evropa nima absorpcijskih sposobnosti, da bi naredila integracijo, da bi človeku ponudila delo, da bo ponudila spodobno življenje, da bo 20 milijonov ali pa nekaj tudi ponudili v nekaj letih prišlo na evropski prostor. Zato mislim, da je to resna zadeva in res mislim, da je prav, da stranka nadaljuje s tem delom na slovenskem prostoru. Sam imam namen na poslanski skupini, kjer bomo tudi kot tisti, ki smo bili na tem področju, ne priložno, da zelo jasno povemo še enkrat na vas to povedal, čeprav si ne delamo otvar, da bodo vsi razumeli. Mislim pa, da moramo s temi glasovi čim prej iti in tudi pomagati tudi na takšen način, da bodo evropske vrednote in vrednosti res ostale na evropskih tleh. Želim dobro delo v kongresu, sami pa tudi kolegi iz moje pisarne bomo se še naprej trudili, koliko bomo na svetu lahko, da pomagamo temu, da Slovenska ljudska stranka raste, da pride nazaj v slovenski parlament, v kar res ne dvomim z Markom, so številke pomembno, da nas bo čim več, da bo tudi vpliv čim večji in to, da je danes kongres v takem številu, da je ta pozitivna energija, katero že omenil gospod Kukan, je garant za to. Tako da hvala za to, želim vam uspešen kongres in pa ne vem, danes sem dobil prvi koledar v roke in to je bil SRS-ov koledar, pa ne bo tudi vse dobro prihodnje, pa ne bo to leto ali pa bi glavni čas. Lep dan se Najlepša hvala tudi vam, gospod Bogovič, za te besede, ki ste nam jih danes namenili. Sedaj pa besedo predajam kar nazaj predsedniku delovnega predsedstva, gospodu Žarku Pregli. Hvala lepa. Upam, da me zdaj slišite. Glasno. No, prihajamo zdaj k spet tem bolj procesnim nalogam, ki mora kongres opraviti. Najprej treba skladno z našim 83. členom statuta
veljavnega statuta seveda zglasovati poslovnik za delo kongresa. Poslovnik je pripravil izvršilni odbor in ga kongresu predlagal v sprejem. Hkrati z vabilom na kongres ste prijeli tudi pravila, do kdaj se lahko dajajo predlogi za spremembe in dopolnitve. No, rok za te vloge se iztekel v ponedeljek 16. novembra ob 20. uri zvečer. Iz glavnega tajništva so mi sporočili, da do tega roka ni prišlo nobena vloga, noben predlog za spremembo ali dopolnitev poslovnika. Vprašam vas, kdo želi na tej točki kakšno besedo. Mislim, da ne. Ugotavljam, da ni želja po razpravi. Preden bi dal poslovnik na glasovanje, bi samo še upozoril, da se sklepi na kongresu sprejmejo z javnim glasovanjem z večino opredeljenih glasov vseh delegatov, ki so prisotni. Pri odločanju pomembnejšega dela pa lahko kongres na pobudo določenega delegata ali predsedstva sprejme večjo večino, torej da sprejme določen sklep z večino vseh delegatov. Šli bi k glasovanju. Vprašam vas, kdo je za poslovnik, kdo je za neposredno glasovanje karton. Mislim, da je večina. A kdo proti? Ne, naproti ni. Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli poslovnik kongresa in da lahko kongres dela nadaljuje z delom. Zdaj pridemo do tistega, kar se običajno na takih zborih sicer začne že čisto začetka, sprejeti moramo dnevni red kongresa. Je pa tukaj vedno en problem, ne? Ali prej kur ali jajca, zato mi naredimo nekaj vmes, da začnemo malo s kuro in zdaj bomo prišli pa do jajca, da potem vse kompletno, ne? Tako da skupaj z vabilom ste dobili tudi predlog dnevnega reda, imate ga tudi v kongresnem gradivu. Moram gotoviti, da smo prvo točko praktično že končali, kongres je bil otvorjen, predsednik je imel govor, gosti so nas pozdravili, izvolili smo delna telesa, zglasovali smo poslovnik, zdaj moramo samo še dnevni red sprejeti. Naslednja točka je pa vsebinska in zato tudi rabimo dnevni red sprejeti, to je za dodatni del kongresa. Potem bomo imeli tudi odmor, sledi četrta točka, ki se nanaša na program, na sprejetje programa in potem zaključek. Želi kdo razpraviti o predlogu dnevnega reda do navedenega roka, se pravi 16. novembra 20. ure, ni bilo nobenih predlogov. Mislim, da ni nobenega predloga. Če dovolite, bi dal predlog dnevnega reda kongresa na glasovanje, to je dano, ko se dvigne karton. Mislim, da večina. A je kdo proti? Ne, proti ni. Torej je dnevni red kongresa sprejet. Ker čas teče, nič ne reče, prihajamo takoj na vsebinsko točko, to je na drugo točko, tako statutarni del kongresa SLS. V okviru te točke bomo sprejeli spremembe in dopolnitve statuta. Uvodoma bi prosil podpredsednika stranke, gospoda Primoža Jelševarja, da poda uvodno obrazložitev sprememb statuta. Prosim, Primož, izvolite. Pozdravljam gospoda Kukana, ki je že odhaja. Bomo počakali, ker začnemo. Kaj izvolite, mislim, da lahko. Jaz sicer nisem pravnik, sem tehnik, sem podjetnik, zato bom mogoče malo za svojimi besedami povedal oziroma razložil celoten statut. Vemo, da podjetniki, kmetje in mnogi, ko smo tukaj noter, se s pravom ukvarjamo bolj takrat, ko se moramo, ker moramo koga stošiti, ali kdo nas stoši. Zato je prav, da mogoče se malo na ta način z takimi, bom rekel, z orisom stanja, zakaj smo sploh mi šli v spremembo statuta. Prvo bi se zahvalil članom statutarne pravne komisije, zlasti Alešu Veharju in pa Matjažu Žbogarju, ki sta zelo tesno sodelovala pri pripravi tega statuta. Predsednika komisije Aleša Veharja bom kasneje tudi povabil, da vas mogoče malo bolj
strokovno seznani oziroma osvetli sam statut, pa bi rekel kar takole. No, same statutarne spremembe, kot smo si jih predstavljali, ne bodo te stranke kar ponesli nazaj v parlament. Vemo, da lahko imamo najboljši statut, ki ga pripravljala najboljša ekipa pravnikov, pa nam to samo po sebi ne bo prinašalo nobenega glasovanja. Torej, zakaj smo v bistvu sploh šli v to prenovo? Poleg jasnega, da ste nas tem zavezali, da nekaj moramo narediti. Najpomembneje je, da smo šli zato, ker očitno obstoječi model ni bil najbolj učinkovit, oziroma uspešen. Naša odgovornost tistih, ki ste nam na zadnjem kongresu dali to vlogo, je, da dvignemo oziroma ukrepimo izvršnost po eni strani in učinkovitost. Po drugi strani pa ohranimo in celo dvignemo nivo notranje demokracije v stranki. S tem nisem to oguljeno frazo notranje demokracije, ki jo marsikdo uporablja, komu kaj ne rata, ampak pod tem pojmom razumem odprtje stranke za naše člane, za tiste, ki so pripravljeni delati, pa tudi za druge, kako je predsednik pregovoril. Zlasti potrebujemo tiste ljudi, ki so pripravljeni delati, pa jih mogoče v preteklosti nismo znali na prav način vključiti ali pa motivirati. Na temu namenjen statut. Želimo delati politiko, na kateri zmagujejo uspešne desne evropske stranke, katere svojo moč črpajo iz ljudstva. Populizem, kult osebnosti, ki smo bili priča tudi v naši stranki v preteklosti, niso neke dolgoročne metode, da stranko držimo nad nivojem, da jo pojačimo. Mogoče sta ta dva pristopa unikavna v trenutkih, ko stranka išče svojo prepoznavnost v medijih, ki jo včasih ne dobi, včasih pa jo tudi za zadnje čase dobi. Če pa želimo biti močna in uspešna stranka, pa moramo jeti s tistimi pravimi stvarmi. Mnogo teh dejavnikov smo krili v skupini za analizo in strategijo, v kateri sem deloval tudi sam. Ta skupina se je takoj po kongresu odbila. Skupina je takrat pripravila odlično in tudi kar obsežno gradivo, zakaj je stranka izpadla iz parlamenta. In tudi smernice za nadaljne delovanje. Vesel sem, da skoraj celotna skupina svoje delo nadaljuje v strokovnem svetu, v drugih organih, ki so pripravljali statutarne in programske spremembe. In te so nastale na podlagi tega gradiva. Nov statut in program sta nastajala eden ob drugem. Se med sebojno dopolnjujeta na tistih točkih, kjer se morata, in sta tudi vrednostno usklajena. Oba sta bila napisana na podlagi vaših prispelih predlogov in upoštevali oziroma analizirali smo vse. Vsi, ki so bili poslani v zadnjem letu, pa tudi prej, so šli na diskusijo na 12 rednih sej strokovnega sveta, na mnoge druge organe, na seje programskih in drugih posvetovalnih teles, strokovnih odborov, statutarno pravno komisijo in končno jih obravnaval tudi izvršilni odbor, ki se je pa odločil, po kateri poti želimo iti naprej. Res je, da nismo mogli upoštevati čisto vseh želja. Bodisi so bile nekatere v nasprotju z drugimi, smo se mogli odločiti, po kateri poti želimo iti, ali pa so bile v nasprotju s koncepti odprtosti, ki smo jih ponudili, učinkovitosti in tudi nenazadnje političnega potenciala. Bili so predlogi za spremembo imena. Res, tudi te smo analizirali z vso resnostjo. Pa se za to nismo odločili. Zakaj se nismo odločili? Zato, ker želimo, da je naša stranka takšna, kot izhaja iz njenega imena. Želimo, da je slovenska, želimo, da je ljudska, najbolj pa si želimo, da je zopet stranka. Zakaj si želimo, da je slovenska? Želimo vendar, da napreduje Slovenija in šele na to, kakšna druga država. Smo solidarni, smo odprti in smo pripravljeni pomagati, kar smo tudi cel čas komunicirali,
ampak v prvi vrsti želimo pomagati Slovencem. V nasprotju, mogoče z nekaterimi drugimi strankami, ki bi iz svojega imena morali zbrisati slovenska. Hočemo, da je Slovenija moderna in razvita država, v kateri razumemo zgodovino, spoštujemo in se učimo od tistih, ki so zgradili naše temelje, hkrati se učimo tudi o novih spoznanjih. In prav takšno stranko želimo v prihodnje. Zakaj si želimo, da je ljudska? Želimo si državo in politiko, v kateri v sožitju živijo zadovoljni ljudje vseh generacij in različnih, vendar normalnih nazorov, ki dobijo priložnost, da se dokažejo in so za svoje delo tudi nagrajeni. To je model, ki je vključujoč in ni izključujoč. Ne do mladih, ne do starih, ne do žensk, moških, delavcev, kmetov in podjetnikov. Vsak, ki živi v Sloveniji, ima in mora imeti svojo vlogo. In vsakega želimo vklopiti v sooblikovanje naše skupne prihodnosti. In navsezadnje želimo biti zopet stranka. Smo politična organizacija v najširšem smislu in nočemo biti samo sindikat kmetov. Z vsem spoštovanjem do te zelo dobre organizacije in tudi drugih kmetijskih organizacij, s katerimi zelo dobro sodelujemo in smo jih pod našo znamko v zadnjem letu večkrat povezali. Znova povezali. Ampak ne želimo biti samo to. Želimo biti politična organizacija, ki z vsemi političnimi in demokratičnimi sredstvi uspešno zastopa svoje interese, se bori za svoje vrednote in uresničevanje tega programa. Želimo biti sposobni povezovanja z vsemi strankarskimi in sorodnimi organizacijami, s katerimi lahko vsaj projektno delamo in se najdemo na najmanjše skupnem imenovalcu. Želimo biti stranka, ki bo krojila slovensko prihodnost in to ne samo 4-5 poslanci. In zato smo pripravljeni vložiti vse napore. Kaj bo sledilo temu kongresu? Manjka nam seveda še tretji del. Kadrovska prenova, s katero želimo doseči najboljši možen izkoristek potencijala, ki ga je veliko v Slovenski ljudski stranki. Če boste sprejeli statutarne spremembe, bomo v prihodnje posebno pozornost namenili razvoju naše terenske organizacije, strokovnih odborov, združenj in celotnega sistema Slovenske ljudske stranke. Tiste, ki delajo, in s tem mislim vas, ki ste tu, bomo prosili, da prevzamete bolj odgovorna dela, bolj odgovorne funkcije. Tiste, ki ne delajo, oziroma so že nekaj let povsem mrtvi, pa bomo naprosili, da nam pomagajo poiskati naslednika. Ali pa svoje mesto odstopijo in dajo priložnost drugim. Statutarne spremembe so poziv k angažiranju vseh, ki so se v preteklosti počutili zanemarjene, spregledane, zavržene in preslišane. Mi se nikogar več ne bojimo, v Slovenski ljudski stranki je dovolj prostora za vse nas. Pridite in sooblikujte našo politiko in zagotavljam vam, da bo Slovenska ljudska stranka po vaši meri krojila Slovenijo. Sedaj pa bi naprosil predsednika statutarno-pravne komisije za mogoče malo bolj podroben pregled statutarnih sprememb. Hvala. Prosim, gospod Dekar, če stopi za govornico in poda ona tehnična pojasnila, kako je prišlo do predloga sprememb statuta. Kot veste, je postopek bil kar precej dolg, več mesecev. Začelo se je tam sredi poletja, nadaljevalo septembra in končalo mesec nazaj na izvršilnem zboru. Gospod Dekar, izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem delegatom kongresa današnjega. Zdaj, glede na to, da bo moje predstavitvi sledila splošna razprava o predlogu teh sprememb in dopolnitev statuta, bi jaz za začetek oziroma za uvod pojasnil samo postopek, po katerem smo prišli do tega trenutka, kjer se nahajamo in po katerem smo v bistvu prišli do tega čistopisa, ki je pred nami in še do predlogov nekaterih amandmajev, o katerih tudi danes smo mogli glasovati. Na podlagi statuta izvršilni odbor sprejme odločitev, da se prične postopek spremembe
statuta, odpre se nekajmesečna javna razprava. V okviru navodil, ki jih je sprejel izvršilni odbor o samem postopku izvedbe spreminjanja in dopolnjevanja statuta, se je določilo par momentov. Sicer prvi moment je bil, ko so bili vsi člani in vsi organi stranke pozvani k predlaganju predlogov sprememb in dopolnitev statuta. Te vse prispele predloge je pregledala statutarno pravna komisija, o teh predlogih je odločal EO. Tisti predlogi, ki so bili s strani EO-ja potrjeni oziroma sprejemljivi, so vključeni v današnji čistopis statuta, ki ga je v tem gradivu. Naslednji krog na podlagi navodil je bil, da so bili kvalificirani predlagatelji, to so bili regionalni odbori, izvršilni odbor, statutarno pravna komisija, do določenega roka pozvani, da ponovno lahko predlagajo spremembe in dopolnitve statuta ali v smislu, da ponovijo predloge, ki v prvi rundi niso bili upoštevani, ali pa v smislu, če se z vključenimi predlogi ne strinjajo, da poskušajo zadevo vrniti na bivšo oziroma drugačno osnovo. V okviru tega dela postopka je tajništvo prejelo 6 predlogov kvalificiranih predlagateljev. 5 od teh so bili žal prepozni. Tako da v pregledu amandmajev, o katerih boste danes v nadaljevanju razpravljali in glasovali, imamo samo predloge izvršilnega odbora Slovenske ljudske stranke ter regionalnega odbora Ptuj. Prispeli so predlogi regionalnega odbora Kras Istra, mestnega odbora Koper, Zveze upokojencev, občinskega odbora Ormož in občinskega odbora Litije.